Dobrodošli v novi epizodi podcasta VAR, nogometnega podcasta Delove športne redakcije. Danes smo z vami po večnem derbiju in Siniša bomo začeli pri tebi, bil si v Mariboru na tekmi. Bomo tekmovalni del pustili za naslednje vprašanje, pa me najprej zanima, kakšno je bilo vzdušje v Mariboru, kako si pospremil ta derbi na razprodanem Ljudskem? Lep dogodek je bil, res je bil lep dogodek na samem štadionu in tudi okrog v Ljudskem vrtu. Tudi Ljudski vrt je eno zelo posrečeno prizorišče, ker je tak športni duh, veliko je teniških igrišč, košarkarskega igrišča in je fajn tam in so tudi lokalčke imeli in so se ljudje zbirali od zgodnjih popoldanskih ur. Lepa sobota je bila, ni bilo dežja. Predvsem pa je to, kar je v Mariboru res opazno, ta pripadnost domačemu klubu, nakupi šalov, dresov, majic, tako kot je po razviti nogometni Evropi pred velikimi tekmami, tako je bilo v Mariboru in slišal sem potem tudi nekih pretepanjih, to je bilo že prej in to v centru mesta, ampak vsaj to okrožje pod Kalvarijo, tam Mladinska, Kajuhova, na drugo stran, do recimo proti študentskim domovom, je bilo tako. Videl se, da je poseben dogodek. Tako. Res je izgledalo tudi na tribunah, med samo tekmo, tisti incidenti, prej jih pustimo ob strani, med tribunah hujših ni bilo, jer ne v tekmovalnem smislu, pa bi lahko rekli dokaj kopija tistega, kar smo gledali v Stožicah slab mesec nazaj. Spet Juriš Olimpije in spet isti razplet. Ja, zdaj se lahko spet vračamo k tistemu, a je Olimpija dovolj individualno kvalitetna za to, kar igra, ne? Da se ne bi rad ponavljal, ampak verjetno ni. Ker skozi ti daje vtis, da je boljša, da je to ne vem kako spektakularno, da prodera, da iz vseh možnih kril in bokov proderajo noter, ampak na koncu zaključka ni in to je edino, kar šteje. In zdaj se je še enkrat pokazalo, da je to manjkalo. Maribor je pa pač učinkovit kot se da, ne, na tej ravni in tudi tako, kot smo pričakovali. Spredaj ima kvaliteto, to je prinesel rezultat. Iličić je dvakrat naredil tisto, kar je moral, in za kar je prišel in pač sprejetje je bilo pol to odločeno. Tako da to me ni nič presenetilo. Bojim pa se, da pri Olimpiji, da je širina kadra velika, da je pa kvaliteta tudi temu primerno razpršena, da ni zgoščena na enega ali pa dva, da bi lahko pol kaj na tem gradil. Ja, se je že zelo dobro videl v tem, da je recimo Florec imel zelo lepo šanso v prvem polčasu, pa ni dal gola. Na drugi strani je Maribor že v prvem polčasu dal 3, sicer okej. 2 nista veljala, ampak oni so svoje protinapade si ni še naredili, tako kot se Prva resna šansa, ki je bila izdelana mariborska, bil gol. Ob seveda Vidovškovi hude napaki, pa tudi 3 obrambni so se malo gledali med sabo, Sudani jim je pobegnil in točno to Maribor je recimo razlika me bila največja na tej tekmi, da ima Maribor 2-3 igralce više individualne kakovosti kot so v Ljubljani. Predvsem Iličić me je tokrat še bolj presenetil pozitivno, zaradi tega, ker on vendarle bil 100 minut na igrišču, pa vemo, kakšne težave imel s pripravljenostjo v jesenskem delu. Sudani ne potrebuje veliko prostora, da da gol. Zelo lepo je pa odigral tudi ta Vitovc, Širmis, ne v reprezentanci Litve. In eno je bilo to ta individualna kakovost, druga se mi pa zdi, da Maribor igra bolj enostavno oziroma bolj jasen koncept, kot ga ima Olimpija, ki se išče. Ja, in igrač, če bi potegnili usporednice z Ligo prvakov prejšnji teden, igrajo take kontre, kot jih igrali že celo sezono. 3 dotike, pa praktično pade gol, ne, in ti lahko padeš. In tudi razplet je bil na nek način podoben, ne. Ja. Pri obeh klubih poraženih izpostavljajo, da imajo najboljšega vratarja v državi. In oba vratarja sta v bistvu omogočila in zasuk Realu in zdaj zasuk Mariboru. Eden je pač se mu je žoga odbila tako, kot se mu ne sme, drug je pa za 1,5 metra narobe ocenil let žoge, kar je v bistvu katastrofalno. In brez teh 2 napak ne bi prišlo do teh zasukov, ne. To je pač dejstvo. Ja, lahko bi prišlo kasneje, lahko bi sploh ne bi prišlo, ampak pač na ta način ne bi prišlo. Tako bi kasneje. In zdaj bi tudi verjetno pol mi govorili o nekih drugih konceptih, pa ne konceptih, ampak
neposredna krivca sta bila golmana obeh, in Bayerna in Olimpije. Ne. Ja, Za štart zasukal. drži. In potem še Olimpiji, ko je že v drugem polčasu pa prišla do gola, pa recimo spet vzpostavila neko igro, potem so pa dobili gol, kot so jih v tej sezoni že na pamet govorim, 4-5 enakih, predložek na drugo vratnico in potem z glavo neoviran v dolgi kot. Ja, to je bil res van serijski. Ja, zadev je lepo. Tak mal Evrogol, zdaj, če bi še ne 5 teh predložkov dobil, bi šli 4 v gol, out, tempa v out. Pač išlo vse, kot se je. Se zgodi. Nijamo kaj dodati, gol je bil lep. Tako. In konec koncev, glede na prikazano v spomladanskem delu, bo tudi Maribor zelo verjetno, da ne prehitevamo, pa vendarle končal na drugem mestu zasluženo in se prikazali so letos v skupku več od Olimpije. Začel se uresničevati ta Šimičev koncept, te racionalne igre, izkoriščanja posameznikovih kakovosti in pa ta seveda takoj, kar po Mariboru res očitno ni treba veliko, da pride ta pozitivna energija. Tokrat je bil seveda še motiv poseben, ker je bila to tekma po 4 tekmah brez gledalcev in ravno največji tekmec tradicionalni na drugi strani in potem je pač bilo tako, da se je nadaljevalo na tej pozitivni liniji. Tako. Ker ena linija je pozitivna, druga je pa zelo kaotična, če tako rečemo. Že dogajanje, kot ga je imela Olimpija, pa ne samo z temo, da so odpustili Zorana Zeljkoviča, to smo že prejšnji teden pokomentirali, ampak najprej rečeš, da bo Boštjan Miklič, pa potem ne, pa bodo kondicijski trenerji, pa bo športni direktor Boro Misat. Tak kaos verjetno na ekipo ne more vplivati dobro in tudi ni. Ja, to je samo v eni tekmi, se pravi z uvodom pred igro in s to tekmo se je cela sezona Olimpijina pokazala. Ja. Tu zdaj težko bi zdaj na široko razpredali. Je neke vrste sistem ne funkcionira tako, kot oni želijo, sigurno, ker 3. mesto je za Olimpijo Razočaranje. tipičen neuspeh, ne, to že po definiciji in bojo težko kaj to upravičili ali pa neko pomladitev ali pa ne vem kakorkoli. Da to je, to ni dileme. Zdaj, kaj bo pa Maribor naredil v zadnji tekmi v Kopru? Jaz mislim, da bo vsem to zanimivo. Na nek način bo to dva derbija zgornje polovice, ne? Olimpija, Bravo in pa Koper, Maribor. In tu je še nekaj odprto. Ni še čist bitka za drugo mesto končana, ker tudi Koper je lahko še 4., ne? Sam mora verjetno to zmagati doma Maribor. Tako. Tako da bomo videli. Dajmo se pustiti presenetiti. Je pa seveda z naskokom bolj dramatičen boj za obstanek. Ne? Ja. To je pa dejstvo. Pa za obstanek najlepši, pa če ga sam še za trenutek pustimo ob strani, Jernej, če se dotaknemo še turških vlagateljev, ki so po številnih poročilih, zdaj pa že praktično v pisarnah Ljudskega vrta. Je to pravo okolje za vlagatelje, je to konec koncev s tem slovenski nogomet tudi sledi evropskim trendom, ne nazadnje sledi Celju in Olimpiji. Zdaj, sistem UEFA je tak, da iz vsake države, pa z večine držav grejo recimo 4 klubi v Evropo. In če primerjamo Slovenijo z nekimi drugimi jugovzhodnimi državami od Slovenije dol, smo lahko mi še toliko kritični, ampak naše okolje, tako poslovno kot nogometno, je zanesljivo na višji kulturni ravni kot pa marsikje dol. In kaj oni dekle dobijo? Oni dobijo relativno pocen en klub v roke, ki za relativno zanje obskuren denar realno meri na jesen v Evropi. Ne? Ti, če si predsednik Hull City ali pa Wolverhampton ali pa Sheffield ali vem kjerga tam, kogarkoli, imaš od TV pravic 150 milijonov letno ali pa 200, kakor se ti to obrne, in zato nisi v Premier League dobil nič. Ne? Oziroma nisi v Premier League. Realno ne moš niti računati, da boš karkoli drugega še naredil, kot da si tam. Ne? Ampak zdaj pa ne vem, 10 milijonov, to je velika cifra za Slovenijo, ampak 10 milijonov od tistega denarja sem. Ja, to je kar naenkrat strahovit potencial za neko skupino nekega evropskega tekmovanja, zelo realno. Tako da se da ob pravem vodenju in vse to, kar mora zraven. Tako da jaz v tem kontekstu ne vidim, oziroma sem presenečen, zakaj že prej niso vlagatelji prihajali sem bolj množično kot v zadnjih letih, ko Slovenija z lastnim kapitalom očitno ne more več slediti temu ritmu. Ne? In je Olimpija pač že dolgo v tuji lasti, je Celje, je Maribor, da govorimo o 3
velikih slovenskih klubih. Popolnoma enako bi rada naredila Mura, popolnoma enako bi naredil tudi Koper, Dela nafta. če bi lahko. Nafta, Neki tam niti madžarski ne vemo, niti vlagatelji, želi v prvo ligo ali ne, Tako. kaj še nekaj več. Ja. Ampak če govorimo o teh klubih, ki so bili v zadnjih letih, se pravi, v pol lige lahko v tuji lasti teoretično. Se pravi, ni neke alternative, ne? Ker manj kot 5 milijonov za neki resen nastop v Evropi ni dovolj, toliko pa ne vidim, kdo bi pri nas kar takole sprot zdajal, ne. Tako da je to realnost in tudi ni nujno slabo ob nekih varovalkah, ki se jih da tukaj vzpostaviti. Pa večkrat dobimo vprašanje od koga, ki malo bolj površno spremlja nogomet, ali lahko vlagatelj ali ilcali, ki prihaja v Maribor, s tem dejansko kaj zasluži, ali pač to njegov projekt za to, da se ima fajn, če grdo rečemo, pač za to, da dela nogometni projekt. Ali je to finančno smotrn projekt, ki bi mu lahko prinesel plus na koncu? No, jaz mislim, da je odgovor je sigurno da. Da noben iz ljubezni nikamor ne gre, niti tej ljudje ne, mislim, nikamor. Zanesljivo ne bo nekdo prišel iz Turčije najprej v Anglijo, kjer sicer to je, da se da narediti ekonomično okej, ampak pri nas pa ne bi prišel, če se to ne bi dal. Zdaj, a samo v Sloveniji ali v povezavi z drugimi, to je pa drugo vprašanje, ne? Ker ti imaš kle neko bazo, lahko razvijaš igralce, ki tam ne pridejo, jih sem pošleš, pa se kle nazaj vrnejo v ritem, pa jih pol prodaš ali pa jih nekje drugje uporabiš. Nenazadnje priješ v EFINO grupo, je to 5 milijonov takoj. Tako da jaz mislim, da se da. S tem, da je Maribor tudi edini klub v Sloveniji, ki lahko z vstopninami čez 1 milijon evrov zasluži, ne? Kar je neka taka recimo psihološka meja za nek vidnejši doprinos v proračun letni, ne. Tako da jaz mislim, da bo, če bojo dobro delali, da lahko zaslužijo. To je pa seveda pogoj, da dobro delajo. Tako, ker se niša, kot praviš, Maribor morda edini ob Murski Soboti na manjši ravni, ker je pač manjše mesto, kjer ljudje zapravljajo denar za nogomet, ne. In tudi zato je smotrno biti vlagatelj v Maribor Maribor. je tudi prvi v Sloveniji imel to klubsko kartico, plačilno kartico, s katero ki jo napolniš in z njo kupuješ in artikle in hrano in pijačo na štadionu in teh prodajnih mest je dosti in tako da ne nastajajo neka slaba voda, neka gneča in sploh ima ta marketing je naredil korak naprej v primerjavi z drugimi klubi, pa ne samo nogometnimi, tudi drugimi našimi športnimi klubi in je cel dogodek, ki ponuja eno pozitivno podobo in je tudi potem takem nek vlagatelj, ki pride iz tujine, v tem primeru ta gospod iz Turčije, on si boljšega dogodka res ni mogel predstavljati kot te sobotne tekme, ker je bilo vse polno, ker je še njegovo bodoče moštvo zmagalo in za njega po moje tudi to v redu, da sistem širi vzorja, širi nova poznanstva, spoznava nove poslovneže, nove ljudi in mogoče to tudi zaradi tega za njega zanimiv posel. Tako je, ne čisto strogo, morda iz nogometnega vidika. Pa če Siniša ostaneva na Štajerskem še za trenutek, v Celju so končno dočakali zadnjo domačo tekmo in dvignili pokal, to je verjetno bila tudi v Celju zdaj pravi praznik nogometni. Je bil večkrat že sicer pokvaril dež, prav dežval, pa tisti celjski stadion žal niti približno ni tako udoben, pa racionalno narejen, kot je konkretno Ljudski vrt. V primeru dežja je pa še slabše. Ja, res. In jaz se spomnim nekaj tekme, ki se tudi spomnim z Bolgarijo, naši kolikrat, kako smo bili prepihani, premočeni. Recimo tudi, skoraj 20 let, pred 20 let pa 18. 18, tako in pa z Izraelom, pa takrat z Italijo, ki je Boštjan Cesar. So to bile zanimive tekme, ampak so pa bile razmere res slabe in res pa je, da je tokrat vendarle tudi z marketinškim pristopom, mislim, so prodali 4000 vstopnic v pričakovanju te tekme, da je bilo nekih 5000 gledalcev, da je to ta proslava, da je zgledala, naš fotograf je bil tam, smo videli tam lepe posnetke potem po tekmi, da je bil koncert, da
bilo že, ampak to se pa zdaj bomo videli, če se bo to kdaj recimo nadaljevalo celo na tej ravni. Tako, kako bo drugo leto. Ja. No, pa Jernej, tudi na Štajerskem poteka najbolj silovita bitka za obstanek, kjer Rogaška je verjetno izgubila že v pisarnah, recimo, da v pisarnah, in kot kažejo, bo tudi na zelenici, ker izgubila ta derbi z Aluminijom, ekipa izgleda razsulo je mogoče grdo rečeno, ampak precej slabi kondiciji. Hkrati pa in Aluminij in Radomlje nekako imata oba vse v svojih rokah, če tako pomisliš. Ja, edini, ki ima vse, je njih Rogaška. No, absolutno, če sem premagal Muro. Enkrat je na 8. mestu, tako da sama odloča o usodi in na igrišču in v pisarni, če temu tako rečemo. Zdaj, kakšni bojo njihovi nameni, je pa drugo vprašanje. Zdaj, malo sem prej gledal lestvice, dejansko vsi klubi lahko pridejo v medsebojno z drugim. Ne? Vsi trije hkrati ne, ampak vsi pari trije so pa še možni. Ne? In A, B, B, C in A, C, vse je še možno. In klej Aluminij boljši od obeh, Rogaška je pa od Radomlja. Se pravi, Radomljani ne smejo priti v enako število točk. Tako da bo zanimiv. Tekme so... Radomlje gostijo Celje, ki nima nobenega motiva, Aluminij pa gosti Domžale, prav tako nima nobenega igralskega motiva, Mura pa gosti Rogaško, torej Rogaška gostuje Murski Soboti. Realno bo najtežje Rogaška, ki je naredila, ampak v teh bitkah za obstanek je vedno motiviran tisti, ki se bori, tako da to je težko zdaj reči, kdo bo na boljšem. Ampak zaenkrat, če se nič ne spremeni, pač Rogaška ne bo izpadla. Ne. Je pa motivacijsko mogoče, ali pa ne vem, glede na podobo zadnjih tednov pa v najslabšem položaju. Ne. Ampak napeto je, to je že, če ne drugega, je to zanimivo. Ne. Absolutno, in napeto je tudi v drugi ligi, kjer sta zdaj, se pravi, vemo, kdo bosta prvi in drugi, samo ne vemo še na katerih mestih. Trenutno najbolje kaže Primorju, ki bo verjetno premagalo Tabor, saj Tabor je tam pri dnu lestvice, če premagajo Tabor, so prvi in grejo direktno v prvo ligo, druga Nafta, pa o tem smo slišali, marsikaj iz Lendave tudi, da si ne želijo v prvo ligo, da nimajo finančnih sredstev. Bomo pa še videli, verjetno tu se da zgodba še marsikaj zaplest, ne. Jaz predvsem, da smo ko malo tudi spremljam, poznam malo Madžarsko, jaz sem od Nafte pričakoval več, ampak res pa je, da če pogledam vse klube zunaj uradnih meja Madžarske, nogometne klube, kamor se pretaka denar madžarskih vlagateljev, vsi so prišli do neke ravni, noben pa ni naredil tistega preskoka. Torej, niti Dunajska Streda na Slovaškem, niti Nafta v našem drugoligaškem razredu, tudi Osijek, ki ima za hrvaške razmere velik proračun, recimo precej večjega od Rijeke, je prišel do neke ravni, ampak nekega, lepo so uredili novi stadion, ampak pa ta Bačka Topola, Srbija res težko mimo Zvezde pa Partizana, in tako da ne vem točno, koliko so tam zares ambiciozni, kakšna so pričakovanja teh madžarskih vlagateljev, je to samo zato, da se ohranja vez z matico, da se ohranja z jezik, kultura, in tako da sem tudi nekako pričakoval, da bodo v Nafto še več ambiciozne, Nafta res tradicionalen slovenski klub, in da bodo še više, ampak res tako, da me malo preseneča, da je ta Nafta kar začela zgubljati točke v tem drugem delu, da bi sicer imela tak temelj, da je še vedno v igri za prvo ligo, kot praviš, najverjetneje za dodatne kvalifikacije, ampak medtem ko Primorje je pa, ki je pa nekoč tu imelo zelo vidno vlogo v našem prostoru, je pa tudi lepo, da se Ajdovščina vrača. Tako je, s to neko zgodbo pa bomo potem videli, kam jo bojo še dvignili v naslednjih letih. Ne. Pa če se preselimo še malo na tuje, Benjamin Šeško ostaja naš najbolj vroč, vsak teden lahko že 6 tednov zapored rečemo isto, to je Šeško je dal gol, tokrat čudovit gol z volejem za remi, tako da zelo dobro, še bolj zanimivo glede Šeška v zadnjih tednih, pa vendarle njegovo prestopno dogajanje. Najprej je začela Gazeta z javnim prodajanjem v Milan, njegov agent Elvis Bašanović pa tudi dobro ve, da če se slika v častni loži na Old Traffordu, da ima v svojih vrstah samo enega nogometaša, ki lahko prestopi.
v United ali Arsenal, ne, tako da tudi tu je zanimivo, verjetno z neko taktiko za tem. Ja, United je še vedno mogoče najbogatejši klub na svetu, pa ekstremno slab. Ne. Se pravi, to bo polet lahko spet. To bo šlo na trg, verjetno spet ogromno, več 100 milijonov evrov, najbrž, ne vem, ugibam, ampak to je dosti realno. In zakaj ne bi bil del tega tudi Šeško? To verjetno Bašanović najbolj ve. Podobno velja za Milan, je imel neke načrte, tudi želi tam spremeniti nekaj spredi pri Žiruju. Arsenal tudi, ne vemo, kaj bo z njim, še vedno je v bitki za prvaka čisto realni, ne. City mislim, da mora celo zmagati v Tottenhamu, mislim, mora. Ja, točko prednosti. V primeru, če bo tudi Arsenal, ne. Tako da tam je še odprto. In to bi vsi poleti šli v lov, ne, za nekimi novimi kadri, ki bi lahko nekoč bili top zvezde, ne. In Benjamin je sigurno med njimi, tako da več pa težko komentiramo. Bomo videli, kaj bo. Verjetno bo tako po evru. Če bo pa nadaljeval s temi goli, ne, pa skoraj sigurno, da ga Leipzig ne more več. Pa mogoče niti ni bil planiran sprva, da bi ga letos, ampak v fuzbolu je tako, da če pride to ponudba, ga imaš pa tudi samo en teden, če treba, pa gre naprej. To se je že dogajalo. Da so ga kupili, ne vem, nekoga konec julija, pa je še pred 1. septembrom šel, ker je da v tistem mesecu, ne vem, 10 golov in je pač šlo, ne. Tako. Razlika 50 milijonov, pa gremo. Tako da mislim, da ga ne bo zadržal, če bo gole še dajo zdaj. Ja, konec koncev v Bundesligi zdaj to naredil več, kot je tudi sam pričakoval, verjetno pa kdorkoli realno. Če še na evro da piko na i, kar bi si tudi mi želeli, bi bilo pa sploh dobro. Pernič ostaneva za trenutek še v Italiji. Roma pa je zdaj proti Atalanti še zapravila teoretične možnosti za Ligo prvakov, ne, tako da se kakor je dobro kazalo po prihodu Daniela De Rossija, se na koncu ta voz malo ustavil. Vem, da se rad naslajaš nad tem, na to Romo. Ne, zanimam, jaz imam rad Romo, ampak nekako vedno pridejo do zadnje stopničke, ne pa čez prak. Ja, bilo je vmes tudi malo smole proti nekim top klubom, tudi ne nazadnje proti Leverkusenu so bili bliže napredovanju, kot se zdi. Bilo je 2-0, se pravi, so bili že izenačeni. Tako. Zdaj proti Atalanti, to je bilo zasluženo, to je bil pač razlika z aviona, je bilo lahko tudi više. Atalanta funkcionira zelo dobro, na isti način, ve se vse, kdo pije, kdo plača, kdo odloča. Dober scouting mora imeti 100%, drugače ne bi skozi nekih Nizozemcev, Afričanov, Balkancev, skozi neke isti pristop imajo skozi in skozi zadanjo v nulo. Tako da to funkcionira in že zdaj se veselim tudi finala, ker je podobno. Atalanta, Leverkusen, oba imata še finale v pokalu, oba sta v prvenstvu nekaj naredila pozitivnega zase, tako da to bo okej. Roma pa mogoče sindrom tiste šok terapije, da je šel. Vendarle tudi po zahtevnih tekmah, ki jih je imel Mourinho, je dobil ta najprej lažje in tisti je šlo skozi, zdaj pa ni šlo. Ne? Ja, ker tudi težak razpored v koncu sezone Rome. Ja, podobno kot Atalanta, ne? Sta na istem, v isti ligi bili tudi v Evropi, tako da ne bi to, v primerjavi z Atalanto ne bi to preveč izpostavil. Tako da pač razlika kvalitete. Poleti je remont, denarja imajo Američani dovolj. Tako. In to je to. Siniša, pa za konec še vem, da v Bundesligo prihaja en klub, eden od legendarnih nemških klubov, St. Pauli se vrača in vemo, da to, kaj je St. Pauli v nemškem nogometu, pa ne samo v nemškem nogometu, povsod v Evropi pomeni. Pa ne samo v nogometu, to je priljubljeni klub te nemške subkulture. Delovskih, rokerskih množic. Eden redkih jasno levičarsko usmerjenih klubov. Mislim, navijaških skupin, ne klubov. Imam eno znamko v Bonu, v nekdanjem glavnem mestu Zvezne republike, kjer res ne spremlja nogometa, strašno rada ima pa hard rock, pa heavy metal glasba, pa kot po koncertih, ampak ona ima majico, da ima St. Pauli. In je to en poseben klub iz tega živahnega delovskega predela Hamburga, za temi strmimi, z malim štadionom, daleč od sodobnih štadionov. Da ne imaš spomina na Fulham, recimo Craven Cottage v Londonu. In je
In bo seveda in bo zanimivo. Vsi so veliko prej pričakovali vrnitev HSV-ja, nekdanjega evropskega prvaka, tradicionalno veliko uspešnejšega, globalno bolj prepoznavnega, ampak je pa ta St. Pauli delal dobro. Ta druga liga je res zelo v Nemčiji spremljana, obiskana, izenačena. Tudi v sobotni športni oddaji po Bundesligi še veliko pozornosti druge ligi. In je ta St. Pauli, bomo videli, kako bodo po dolgem času delovali. Med elito je pa del ljudstva, prav ne samo nogometnega, zelo zadovoljen, da se ta klub vrnil na najvišje prizorišče. Tako, ja, v Nemčiji, pa res, po celi Evropi je kar nekaj simpatizerjev. Ja, Pa nisem ta, ne? Je še tudi nek klub iz dolgoletne rokometne vasi, ki se imenuje Kiel, je tudi prišlo v prvo Bundesligo, ne? Tako da Bundesliga se je mal, bom rekel, bo mal znižala nivo v novi sezoni, ker to so štadioni po 15,000. Ja, kot Darmstadt je recimo. Kot Kiel in je Pa Heidenheim ima tudi mini štadion. zdaj celo ostal, ne? Ja. Tako da v novi sezoni, zdaj nekdo, če bi ga zamrznili za 10 let, pa ga letos zbudimo, bo polet imel noter enih klubov v Bundesligi, ki Tam ponavadi tradicionalno ne sodijo, ne? Tako je. Ja, imaš pa tam Hamburg, Düsseldorf, Schalke, Hertha. Klube s štadioni za 80 stadion tisoč, za ki igrajo 80 v drugi tisoč, ligi. Ja. Hamburg je na vsake tekmi 55,000. In Hamburg je gledalcev. tudi seveda pomembno prizorišče evropskega prvenstva. Sam zdaj pa res že moraš biti izkušen navijač, da se spomniš uspehov Hamburga. To je pa Ja, zdaj pa to že jara daleč, ja. kača. Ja, To pa že niti ni več presenečenje. No. Ne, Nekaj je očitno narobe in ja. bojo mogli razčistiti. kaj. drži. Pa Jernej, mogoče čist za konec, na hitro še. Luka Elzner v Neavru obstal v prvi ligi in pa Žan Vipotnik mislim, da 10. gola v letošnjem prvenstvu, v drugi ligi, kar pa oboje tudi dobra novica za slovenski nogomet. Ne, obema lahko v bistvu čestitam, evo, jaz jim čestitam iskreno obema in sem vesel za oba in to je samo dobro. Luka zvišuje ugled naše stroke v tujini, on je vendarle imel klub verjetno celo z najnižjim budžetom, prišel je iz druge lige, to ni samo umevno, da ostaneš v ligi in tako da to je super dosežek. Žan pa isto, druga liga je, težko rečemo, da je kakovostnejša od prve, ker ni, ne? Ampak je po nekih merilih celo zahtevnejša. To je res noro, koliko je tam ene telesnega kontakta, fajta in če to preživiš, zraven daš pa še par golov, on jih je do 10 samo v ligi, ne? To je dobra novica tudi za selektorja Keka, ne nazadnje pred evropskim prvenstvom. Tako, Širi kvaliteto našo in to je samo dobro. sploh pa v tako zahtevnem okolju, kot je Bordeaux, ko Ja. izpadeš iz prve lige, imaš tradicionalno navijaško bazo, ki želijo takoj povratek. Je težko je dati 10 golov in biti standarden. In Ker je pritisk, ne? To je Tako. pritisk, to ni klub, ki bi tam se malo igrali neki, oni pač želijo vedno navzgor. Tudi zdaj so hoteli, čeprav so bili relativno nizko skozi, tako je. so stremeli k prvi ligi, ne? Vsaj nekaj časa, tako da to je sigurno klub, v katerem igraš pod pritiskom in to je za njega, da je to vse sprocesiral in deloval dobro, samo pozitivno. Tako da v pozitivnih notah upam, da bomo nadaljevali tudi v naslednjih tednih, tako da za danes pa najlepša hvala. Vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami in pa se slišimo prihodnji teden.